Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije je vodeni ogled s tolmačem slovenskega znakovnega jezika po občasni razstavi Zdravje je naše največje bogastvo. Razstava obiskovalcem predstavi izbrane zgodbe slovenske zdravstvene in medicinske dediščine od začetka 20. stoletja do danes, kot je razvoj javnega zdravstva na Slovenskem, delovanje zdravstvenega osebja v mirnodobnih in izrednih razmerah. Predstavi tudi nekatere nalezljive bolezni ter izstopajoče dosežke slovenske medicine in zdravstva. S pomočjo naših muzejskih pedagogov smo se povezali z vami in v bistvu danes gostili tudi gluhe, ki so prišli na to razstavo. Probamo vedno, da ob vsaki razstavi povabiti tudi gluhe, da pridejo sem, da se spoznajo z temi tematikami, ki so zanimive praktično za vse. Par let nazaj smo pripravili razstavo o športu, in sicer največje dosežke slovenskih športnikov. Potem smo pa rekli, da dajmo nadaljevati predvsem z razstavami, ki predstavljajo res največje dosežke v slovenskem prostoru in zdravstvu. Želeli smo narediti predvsem razstavo z veliko predmeti, ki predstavlja to bogastvo gradiva, ki ga hranijo tako naš muzej, ostale institucije, tudi posamezniki, in želeli smo predstaviti predvsem to obdobje od začetka 20. stoletja do danes. In ta res izjemen napredek, do katerega je prišlo v tem obdobju, od obdobja, kjer so ljudje umirali za boleznimi, ki so danes ozdravljiva, tudi s pomočjo seveda cepljenja, do druge polovice 20. stoletja, v katerem smo mi in naše seveda medicinsko osebje dosega res vrhunske uspehe. In smo se najprej povezali z Inštitutom za zgodovino medicine, potem pa predvsem z našimi kolegi muzealci, za katere smo vedeli, da hranijo predmete iz področja zdravstvene medicine, tako da je večina predmetov, ki jih vidite na tej razstavi, ali iz naših muzejskih zbirk, ali pa iz zbirk kolegov iz Tehniškega muzeja, iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Potem so bili tukaj tudi številni individualni, tudi darovalci, ki so prinesli to gradivo in ga lahko predstavimo tukaj. V bistvu je bilo sodelovanja res veliko, tudi z zdravstvenimi inštitucijami, in tudi ljudje, ki so videli praktično, kaj delamo, so se z veseljem odzvali. Prvi zdravstveni dom pri Slovencih je nastal leta 1926 v Lukovici. V tistih časih je bilo zelo malo zdravstvenih domov, ljudje so težko prišli do zdravnika, oziroma v tistih časih so večkrat hodili k zasebnikom, ali pa so zdravniki hodili na domove. Postopoma so se zdravstveni domovi širili v večjih krajih in zdaj jih imamo skoraj povsod. Je bilo res zanimivo, kako je bilo v starih časih, pred 50, 70, 100 leti. Veliko stvari nisem vedel, dobro sem si jih ogledal, poslušal tolmačko. Bilo je res zanimivo. Medicinske sestre, strokovnjakinje, kako so skrbele nekoč, in z leti je kakovost postajala boljša. Prej je bila težka situacija pri bolnikih, zdaj je veliko bolje. Res je velika razlika in kapo dol medicinskim sestram, vse pohvale. Ali veste, kaj so železna pljuča? Na prvi pogled delujejo kot naprava iz znanstvene fantastike, v resnici pa so nekoč reševala življenja. Železna pljuča so bila velika kovinska naprava,
v katero so položili bolnika, da je lahko dihal. Uporabljali so jih predvsem pri bolnikih z otroško paralizo, ki jim je ohromila dihalne mišice. Ta naprava je s spreminjanjem zračnega pritiska posnemala dihanje, da je naprava dihala na mesto človeka. Danes jih ne uporabljamo več, saj so jih nadomestile sodobne dihalne naprave, vendar železna pljuča ostajajo eden najbolj pomembnih in zanimivih izumov v zgodovini medicine. Kako je bilo v starih časih in kako je zdaj, je velika razlika. Drugačni aparati so bili, zdaj so novi. Tudi medicinske sestre so drugače skrbele v obdobju vojn in zdaj je drugače. Prva uspešna operacija na odprtem srcu v Sloveniji in Jugoslaviji je bila izvedena leta 1958 v Ljubljani z doma narejeno napravo za zunajtelesni krvni obtok. Po enem letu priprav in 24 poskusnih operacij je zdravnik izvedel operacijo pri 5-letnemu fantku z 20-člansko ekipo. Razvoj srčne kirurgije se je začel sredi 50. let 20. stoletja. Številne uspehe in širšo prepoznavnost doživlja tudi v 21. stoletju. Tolmačko sem spremljala, ampak sem tudi bolj sama brala, bolj podrobne informacije so. Tolmačka je tudi super, ker kar vodičko govori, tega mogoče tudi ne piše v besedilih. Mogoče samo na kratko in podrobno, tolmačka pa pove vsebino, kakšna je tema. Razstava nas je popeljala skozi izjemno pot razvoja medicine, od preprostih in pogosto tveganih začetkov do sodobnih dosežkov, ki danes rešujejo življenja. Ob tem pa poudarja tudi pomen dostopnosti za vse, vključno z gluhimi in naglušnimi. Na koncu pa nas seveda opominja, da je zdravje naše največje bogastvo. Razstava je na voljo do 19. aprila vsak dan, zaprto je le v ponedeljkih. Prisrčno vabljeni.